Se mi zdi, da nas proizvajalci večino časa hočejo prepričati, da so ravno križanci najboljši avtomobili za aktivno preživljanje prostega časa. Kaj s tem dejansko mislijo, niti ne vem. Najbrž, da lahko vanje zbašiš vse športne rekvizite, pa še familijo zraven. Ampak zanimivo je, da večina križancov na naših cestah ni nič bolj prostornih od običajnih avtomobilov, recimo od klasičnih karavanov. Razen, če izberete takšnega. Tole je Peugeot 5008, njihov največji križanec, ki v dolžino meri 4,64 metra. Tale luknja že v osnovi pogoltne 952 litrov, s podiranjem sedežev tistele druge vrste in nalaganjem do vrha pa 2042. Noro. In to so številke za različico s 7 sedeži, sicer je litrov še več. Ni pa samo prtljažnik zanimiv. Prostora na sedežih druge vrste je ogromno, no in fino je, da so sedeži še vzdolžno pomični, kar pomeni, da je v bistvu tudi tamle na 6. in 7. sedežu lahko ogromno prostora. Pa mizo imam, zavesco imam. Tole je že tretjič, da imamo na testu Peugeot 5008, zato smo v tem avtu povedali že kar veliko. No, tretji prinaša dve pomembni novosti. Nov menjalnik in nov paket opreme. Namesto 6-stopenjskega samodejnega menjalnika se moč na sprednji kolesi tokrat prenaša preko novega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika EAT8. V bistvu je nov v tem avtomobilu, sicer pa ga Peugeot porablja že kar nekaj časa in s tem dvolitrskim dizlom, ki ima 113 kW, torej 180 konjičkov, odlično sodeluje, poraba pa je okrog 7,5 litrov. Paket opreme pa je GT Line. Se mi zdi še najboljši, ki ga lahko izberete, če gledam razmerje plačano in dobljeno. V primerjavi s paketom Allure sta žarometa tukaj že serijsko let in zraven dobite še otroški paket, ki v drugo vrsto prinaša mizici in zavesici, obenem pa še pester nabor varnostne opreme in kup dodatkov, da bo na cesti še bolj vpadljiv. Za točno takšnega boste odšteli okrog 40 € oziroma ga boste domov odpeljali s financiranjem za 36 253 €. Kar dobra cena, sploh če hočete s sabo prevažati ženo, 5 mulcev pa še kup krame.